Zavod Šentprima, Listina raznolikosti in Zavod Vključen svet so ob Mednarodnem dnevu invalidov organizirali okroglo mizo, kjer so se posamezniki predstavili s svojimi osebnimi zgodbami in izkušnjami na temo invalidnosti, duševnega zdravja, zaposlovanja in vključevanja. Smo organizirali ta dogodek, ker se nam zdi, da seveda osebne zgodbe najbolj razbijajo predsodke in pomagajo pri razumevanju vseh izzivov, s katerimi se najbolj ranljivi posamezniki naše družbe, s katerimi izzivi se soočajo pri vključevanju v delo. Danes je bila zbrana zelo raznolika druščina, kar je seveda odsev raznolike družbe, v kateri živimo. In ob teh deljenih zgodbah je bilo toliko različnih in pomembnih sporočil, pa vendar mislim, da je najbolj pomembno, da smo zares človek človeku, da smo empatični, da skrbimo za dobre odnose in da nam ni samoumevno, da se počutimo dobro, da smo vključeni v družbo, ampak da potrpežljivo vzpodbujamo drug drugega in si pri tem pomagamo. Ena od predstavljenih zgodb je bila tudi zgodba gluhe Beti Krajačič. Sama menim, da je zelo pomembno, da si izmenjamo izkušnje, mnenja in da izvemo kaj novega, ter kako si lahko sami pomagamo, da bi izboljšali svoj položaj v družbi, šoli, službi ali izobraževanju. Povsod je pomembno, da se vsi prilagodimo drug drugemu. Sem gluha od rojstva, tako da ne vem, kako bi bilo, če ne bi bila gluha, in nimam primerjave. Je pa velik izziv pri komunikaciji s slišečimi. Oni namreč nimajo izkušnje z gluhimi, tudi potrpežljivosti in razumevanja ne. Vem, da se je z njimi težko sporazumevati, ampak se da, če se malo potrudijo. Tistim, ki imajo razumevanje in potrpljenje, bo gladko šlo tudi sporazumevanje z gluhimi. Vključitev v zaposlitveno rehabilitacijo invalidom olajša pot do zaposlitve. En tak primer je tudi Racio, izvajalec zaposlitvene rehabilitacije za ljudi z različnimi oviranostmi, med njimi so tudi gluhi in naglušni. Vključitev v zaposlitveno rehabilitacijo je za gluhe in naglušne velika možnost za to, da se za določeno delo ustrezno usposobijo in da tisti, ki potem kasneje v zaposlitvi potrebujejo ustrezno podporo, se pravi podporne storitve v obliki tolmača, da ob zaključku procesa zaposlitvene rehabilitacije pridobijo odločbo o podporni zaposlitvi in s tem tudi možnost koriščenja tolmača v delovnem okolju. Največji izziv je praktično nepoznavanje gluhote, načinov komuniciranja. Delodajalce je še vedno strah, kako sprejeti gluho osebo v delovno okolje. In zato mislim, da je v bistvu zaposlitvena rehabilitacija in potem vključitev v delovno usposabljanje ena od zelo dobrih možnosti, da se delodajalec in konkretno gluha ali pa naglušna oseba torej spoznata, da odpravita te ovire oziroma da se določene prilagoditve izvedejo, vse zato, da bi se v delovnem okolju gluha oseba dobro počutila, lažje komunicirala. Ob dnevu invalidov bi rada povedala, da smo vsi gluhi sposobni, da morajo verjeti vase in drugega, ter se podpirati med seboj. Vsi zmoremo. Današnja okrogla miza je pokazala, da največjo moč nosijo osebne zgodbe. Tiste, ki odpirajo oči, spodbujajo razumevanje in razbijajo predsodke.
Invalidnost, gluhota, duševno zdravje, zaposlitev in vključevanje niso teme nekoga drugega, ampak naše skupne odgovornosti. Ko odpremo prostor za poslušanje in prilagajanje, ustvarimo družbo, kjer je vsak človek slišan, viden in sprejet.